Ja, no seveda. Torej, to je zdaj eno pravilo. Recimo eno pravilo. Zdaj verjetno okoli tega pravila če bi zdaj lahko razpisala referendum, bi bila 100% podpora med Slovenci. Tudi v Ameriki. Ja, tudi med tistimi, ki so ga kršili, bi rekla. To je tako, bi rekla, tradicionalni slovenski standard, da pač imaš tisto, kar zaslužiš in da vse ostalo je moralno sporno. Mislim, da nismo mi tako izjemni, kar se tega tiče. Jaz sem bral v židovskih skupnostih v Ameriki, ki sami sebi ne priznavajo lastnine, če je izven okvirov. To sploh nismo mi tako unikatni. Kako bi rekla, zdaj, če vzamemo medkulturno perspektivo, je to absolutno pravzaprav univerzalni princip, razen res v kapitalističnih družbah, zahodnih, ki so temeljile na privatni lastnini. Drugače pa to, in jaz to tudi kot študentom razlagam, ker se danes seveda razlaga, da je svet, da je kapitalizem edina možna oblika bivanja, pa recimo tržna ekonomija edina možna oblika ekonomije. Jaz pač povem, da je tržna ekonomija z medkulturne in zgodovinske perspektive popolnoma zanemarljiva izkušnja, ker pač večina ekonomije je ekonomija za zadovoljitev potreb, ne ekonomija za proizvajanje profita. Zdaj tudi v tej smeri imate vi svoje ideje. Ja, definitivno. Definitivno. Se pravi, tako je, izhajati moramo zdaj iz te, če hočemo postaviti nazaj to družbeno, seveda jaz daleč od tega, da bi za to rabil kakršnokoli revolucijo, samo trdim, da je treba omogočiti, da se bojo take družbe, kot so nekoč bile, zopet vzpostavljene. Vizavi tega, kar je, rečemo temu, sodobni kapitalizem. In zato izhajam iz enega osnovnega principa, pač te enakosti, ki pa ni buržoazna enakost, ampak enakost, ki izhaja iz tega, da pač oče gleda na svoje otroke, da jim bo dal enako. Ampak recimo, se so izjeme, ampak rečemo, da se to nekako razume. Dvomim, da bi, mislim, kjerkoli oče naredil take razlike, kot jih gledate danes. Se pravi, dobro, v glavnem zdaj pač, to se pravi, problem je, da pač vi, bi radi revitalizacijo, oziroma menite, da je treba revitalizirati družbeno, ki je že obstajalo. Tako je. Zdaj, seveda, v tem primeru, oziroma na tej poti bi bila pomembna zelo tudi, kot pravite, v enotni politični teoriji, vzpostavitev nekega drugačnega političnega sistema. Absolutno. Kar povete nekaj o njem? Ja, vse v to smer sem ravno začel. Namreč treba je vzpostaviti legitimnost tega, da se neka družba zopet vzpostavi. Danes se ne more. Zakaj se ne more? Ker je, če se hoče družbeno se vzpostaviti, mora imeti nek družbeni prostor, kjer lahko uveljavlja svoje zakone za tiste, ki se podpišejo. Ker govoriti o družbeni pogodbi v civilizaciji, v Sloveniji ali pa kjerkoli druge, je absurd. Zakaj? Ker smo mi v bistvu ujetniki svoje države. Več ali manj. Sej obstaja segment ljudi, ki si lahko odpravi kamorkoli drugam, ampak bo živel pod tujo vlado. Slovenci ne more misliti, tudi če gre pravzaprav Slovenč, če gre živeti v Nemčijo, pa bo mogel še zmeraj davke plačevati Sloveniji, dohodnina bo slovenska. Naslednjič, ko bo prišel v Slovenijo in ne bo plačal dohodnine, ga bojo ščepili. Torej, pravim, v tem trenutku ni možnost vzpostaviti niti posamezniku nekega otoka, ki bi se kajšali neki skupini ljudi. In zato pravim, da zato je zelo pomembno, da ugotovimo, da je ta lastništvo nad naravnimi viri ena izmed osnov, na katerih temelji kapitalizem, ampak v resnici pa to fevdalni princip. To sploh ni modern princip lastnina, kajti v resnici mislim, da je Nizozemska imela do 90-ih let je imela lastnino zemljo v najemu in tudi Danska, nekaj zahodnih držav je celo imelo ta princip, da se pravzaprav zemlja, ki je najpomembnejši naravni vir, če gledamo tako, nikoli, mislim, ni bila v lasti, ampak je bila v najemu. In to je princip, ki izhaja iz tega naravnega, kako jaz govorim naravnega, oziroma principa ljubezni. In ta princip pravzaprav omogoča, če ga začnemo dosledno upoštevati, da si vsak od države pač dobi svoj kos, te kose združi v neko celoto ali tudi ne, se pravi, važno je, da je dovoljen pač prost prehod oziroma
razumen prost prehod in potem se te družbeni prostori lahko vzpostavijo. Niti ni nujno, da so res združeni, čeprav je pa recimo, kdo bi to želel. Ja, tako, zdaj mislim, da gledalci, jaz seveda razumem, kaj govorite, ker sem prebrala knjigo, ampak zdaj oni, po mojem, gledalci ne razumejo, kaj zdaj mislite vi s temi družbenimi prostori. Mislim, mogoče bi bilo treba majčkeno pojasniti. Torej, vi v resnici predpostavljate, da bi pravica o odločanju o svojem lastnem življenju in o tem, kako državljan živi, se morala vrniti državljanu in zagotoviti bi se morala zemlja, in ljudje bi se morali glede na svoje, bi rekla, svetovno-nazorske in siceršnje kakršnekoli druge, bi rekla, stališča, združevati pač po svojih prepričanjih v neke skupnosti, ki bi imele materialno osnovo v zemlji ali pa v čem drugem. To se pravi, lahko bi se preživele, in potem bi seveda pač posameznik bi se znotraj teh skupnosti seveda aktiviral ta princip socialnosti na osnovi, bi rekla, norm, standardov, načel, tudi svetovno-nazorskih posebnosti posameznikov, ki to skupnost stvorijo. In posameznik pač, če bi presodil, da mu ta skupnost ne ustreza, bi lahko skupnost zamenjal s tem, da bi pač tukaj recimo pustil en del svoje lastnine oziroma zemlje in bi nekaj podobnega dobil tam, ali pa kaj podobnega, tehnično bi to bilo. To, ker mislim, da tega zdaj seveda ne razumejo gledalci, ker pač niso prebrali knjige. Ampak to je seveda, veste, zdaj, jaz bom tako rekla, gospod Pirjevec je rekel, da je bil Edvard Kardelj zadnji utopični socialist na tem področju, na tem ozemlju. Zdaj bom jaz rekla, da ste vi zadnji utopični socialist na tem ozemlju. Oziroma, ne vem, če ste zadnji, ampak zdaj ta knjiga je zadnja, zdaj mogoče bo še prišla kakšna. Ker namreč zdaj, se vam pravim, zdaj, ti del kritike, tam bi jaz strokovno se pravim, kar je rekla, ampak ta del je pa seveda natančno to, kar vsi ljudje na nek način vedo. Se pravi, vsi, ki kritizirajo kapital, vedo, da pač obstajajo principi lastnine, principi pravic, principi buržoaznih načel in tako naprej, se tudi, če že Marxa čitamo, so to principi, ki seveda onemogočajo, temu je Marx rekel, privedajo do alienacije od sveta, od druge osebe, od lastnine, od dela in na koncu od samega sebe. V resnici vi sicer mogoče pač ne uporabljate teh izrazov, ampak govorite natančno o tem in seveda pač hočete, v resnici postavljate družben projekt, ki bi omogočil dezalienacijo, bi tako lahko rekla. In zdaj ta družben projekt, ki bi omogočil dezalienacijo, je komunizem. To, kar vi zdaj ga niste tako imenovali, ampak ustreza komunizmu, principom komunizma ustreza, načela je mislim, kako bi rekla, lastnina je skupna. Zdaj ne v tem komunizmu, ko hočem reči, ne skupna, ne mislim, dobro, družbena, naravna, ali kako vi rečete, ampak ni privatna v tem smislu. Bom rekel, podoben je v marsičem je podoben komunističnim principom, s tem, da so pa tudi te temeljne razlike. Vsak utopični socialist je pač mal komunizem predelal po svoje, mislim, s tem si čist ne bi strinjal. Izvolite, vse to bomo malo posnetka, s čim se vi ne strinjate, ker izvolite. Kje je temeljna razlika? Temeljna razlika je kje? Prvo, kar je komunizem, ni vedel, zakaj kaj počne. Komunizem je hotel zadevo pripeljati do svobode, zaradi tega, da bi ljudje sploh vedeli, kaj rabijo in hočejo. In mu je bilo vse, potem je bilo temu podvržen. Se pravi, komunizem je iskal svoj smisel in je človeku svobodo hotel dati samo zato, da bi najdel smisel. Jaz pa že tle, čisto v osnovi je razlika. Jaz pravim, smisel je že od nekdaj napisan, to je ta ključ, ki se ga v bistvu da videti tudi to. To je ključ, ki ga lahko razumemo. Se pravi, že od nekdaj vemo, kaj to je. Zdaj, kaj je komunizem? Zopet je drugo je predpostavljal, sicer v času te tranzicije, je vedno predstavljal neko močno oblast. Je predpostavljal tudi, ne samo, on je predpostavljal ne lastnine kot družbe, kot privatne, ni predpostavljal kot privilegija posameznika, ampak je absolutno vedno govoril o skupni lastnini, kar je tudi absurd. Ampak tle je bil komunizem zmeraj zelo močen. In če zdaj to primerjamo s komunizmom, tle definitivno je to huda razlika. Pustimo zdaj nasilje, revolucionarno in tako naprej, ampak tle se pravi, sta že dve razlike v samih, recimo, izhodiščih komunizma, v sami tej metodologiji, čeprav pa bom povedal, kaj so podobnosti. Se pravi, kar se tega tiče.
In pa jasno, še enkrat bom poudaril, komunizem v tem, kako se je ločil od anarhizma. Sem jaz tukaj dosti bližji anarhizmu, po tem stališču. Je v bistvu anarhizem rešitev, čeprav ne tak za bombama in tako naprej. Ker komunizem je zmeram predpostavljal državo. Oziroma predpostavljajo umiranje države. Sicer umiranje, ampak nekoč v prihodnosti. Nekoč v prihodnosti. Dočim jaz sem za principe samoorganizacije, že v sami osnovi, ki je prostovoljna. Vse ta princip samoorganizacije, se pravi, to Slovenci razumejo in tudi je bil bistveno bolj zastopan, recimo tudi v preteklosti, kot je danes. Absolutno, jaz sem še iz obdobja, ko smo delali, ko smo rekli plate, drugmu in to je sistem, ki je laufal. Je deloval, to je delovalo. Brez problemov ni bilo potrebno nobenih. No, sploh ni bilo treba nič reči, vse smo znali narediti. Tako. Se pravi, zdaj v resnici na nek način zgodovinsko imamo mogoče Slovenci tudi celo prednost pred zahodnjaki, ker to tradicijo imamo močno in ni tako dolgo nazaj, ker smo jo še prakticirali. To zdaj ni recimo nekaj stoletij nazaj, ampak je mogoče samo nekaj desetletij nazaj. Tako da torej tu seveda je ta zadeva, zdaj ste rekli, razlike ste izpostavili, ta zadeva je jasna. Podobnosti? Ja, podobnosti so. Podobnost je zagotovo v enakosti, kar se tiče pravic. Ampak zdaj govorimo resnično o pravicah. Se pravi, lastnina ni pravica, je privilegij, se pravi, tam so lahko razlike poljubne. Recimo, univerzalni temeljni dohodek je pravica. Tako je. Univerzalni temeljni dohodek je pravica, ki izhaja iz tega, da se človek odreče tistmu deležu naravnega, kar država poseduje. Naravnega tega boste tudi antropologi priznali, da država poseduje nekaj naravnih stvari. Naravnih resursov. Tako je. In s tem, ko se človek odreče delu tega, pač iz tega naslova dobiva univerzalni temeljni dohodek in to je osnova vse ekonomije. Kar pomeni, če bi mi pridno obdelali vse koščke zemlje, smo prehranjeni. Imamo šolski sistem, se imamo učitelje, imamo praktično vso infrastrukturo, se imamo zdravnike. Da se prav razumem. Seveda ne bi se vozili v Mercedesih ali pa nekateri se ne bi vozili v Porschejih, ampak... ampak bi se vozili. Tako, se pravi, v tem smislu je pač stvar bistveno bližje socializmu ali pa komunizmu, kot pa zdaj tej družbi. Zato verjetno za Slovence tudi bolj sprejemljiva, ker je bolj pač skladna z tem vaškim načelom egalitarnosti, ker pač tisočletje ni bilo velikih razlik in tako naprej. Zdaj še mogoče samo to, kako torej pride do tja. Še preden bi nadaljevali, bi hotel še to poudariti. Kje se še zelo razlikujem od komunizma? Jaz dopuščam samoorganizacijo kapitalistov, ki bojo po vseh principih kapitalizma delali še naprej, ampak bojo pač dobili tiste, ki bojo hoteli z njimi delati. Je pa tudi alternativni socialni prostor. Tako, za kjerkoli se pravi trden... Se pravi, tisti, ki bi hoteli biti samoupravni, socialisti bi se lahko organizirali. Kdor bi hotel živeti po novem družinskem zakonu, bi živel po novem družinskem, kdor bi hotel po staro, bi staro po staro. Tako. Sej to je pomembno, to je bistvena dimenzija, ker pač skozi to potem ta, bi rekla, skupnost dejansko tudi živi, ker to je tisti njen dejanski eksistencialni prostor, ker drugi je tako potem ga nima, tega prostora.